Servus, zdravo, gledate Rdeča pesem. Euro 2020 v letu 2021 je v teku. Evropska superliga, ki so jo hoteli ustanoviti najbogatejši klubi, je v knockdownu. Mura je državni prvak. Kaj je narobe s fuzbalom? Nič, če vprašate predstavnike mednarodnih in nacionalnih nogometnih zvez. Aleksander Čeferin vam bo povedal, da je z nadčloveškimi močmi ubranil dušo nogometa. Ampak ali ni prav ta duša nogometa gnila? A ni prav organizacija, ki jo vodi najljubši slovenski zet, ključno pripomogla komercializaciji fuzbala? Fuzbala, športa nekoč delavskih množic, danes vse bolj ruskih oligarhov in katarskih šejkov. Cene vstopnic rastejo v nebo. Finale Lige prvakov, Lige Evrope in ostala tekmovanja pod okriljem Evropske in Svetovne nogometne zveze, torej UEFA in FIFA, že dolgo več niso dosegljivi za navijača z običajno debelo denarnico. V Angliji so se cene nogometnih kart v 2 desetletjih, od začetka 90-ih do začetka drugega desetletja 21. stoletja, podražile za več kot 10-krat. Če si nekoč lahko odšel na tekmo z nekaj funti, in danes za to potrebuješ nekaj 10. Na ta način se zavestno spreminja družbena struktura ljudi na tribunah. Klubi si ne želijo navijaštva, gorečnosti, predanosti lokalnih množic, ampak potrošnike, ki bodo zmorali slediti dvigu cen kart, ki bodo kupovali precenjeni klubski merchandise, stali za digitalnimi transparenti in se žvalili pred kiskami. Iz fuzbala delajo cirkus, iz nas pa klovne. Pri tem jim uslužno pomagajo tudi mainstream mediji z demonizacijo navijaške subkulture. Z razbijanjem kolektivnih praks, tako kot drugod v družbi, samo sledijo tisti slavni krilatici Margaret Thatcher, da družba pravzaprav ne obstaja, da obstajajo samo posamezniki in samo družine. Lokalni fuzbal pa obenem vse bolj propada. Kljub temu, da se UEFA hvali s svojimi vložki v lokalne nogometne terene, pa je dejstvo, da se finančni vložki staršev, katerih otroci želijo trenirati nogomet v lokalnem okolju, vsako leto povečujejo. Klubi iz naših četrti, blokovskih naselij, zaselkov in vasi pa vse bolj propadajo. Današnji video snemamo prav na terenu enega izmed njih. Nedavna zgodba z Evropsko superligo je prikazala grotesknost celotne situacije. 12 najbogatejših evropskih klubov je hotelo ustanoviti zaprto tekmovanje, v katerega prvaki ostalih evropskih lig ne bi imeli niti vstopa. Vse skupaj pa bi bilo financirano strani ameriškega investicijskega kapitala. Toda ali ni prav reforma Lige prvakov, ki jo predlaga UEFA, ki bi naj zaustavila ta pohod najbogatejših klubov, korak ravno v to smer, če tudi z nekoliko zmanjšanim tempom? Z reformo Lige prvakov želi UEFA ustvariti še bolj zaprto, še bolj elitistično tekmovanje, ki pa že tako danes ne služi svojemu imenu. V Ligi prvakov namreč ne nastopajo prvaki lig pod okriljem UEFA, temveč vse bolj najbogatejši klubi iz 5 najbogatejših lig. Za nas, kmete na šahovnici, pa so ustanovili konfederacijsko ligo. Še bolj grozen primer vsega skupaj pa je svetovno prvenstvo v Katarju leta 2022. Čista norost. Tisoči mrtvih delavcev, stadioni, ki bodo na prvenstvu in po njem 90% prazni, hlajenje v puščavi, za katerega potrebujemo ogromno štroma, medtem ko nas podnebna kriza že stiska za vrat. Niti enega pametnega razloga ni, da bi FIFA, torej Mednarodna nogometna zveza, to prvenstvo organizirala v Katarju. No, niti enega pametnega razloga za vse, ki imamo nogomet res radi. FIFA že ima milijardo pametnih razlogov, prav tako nazadnjaški, konzervativen, mračnjaški katarski režim, ki se bo na ta način pred svetovno javnostjo prikazal kot moderen in sposoben organizirati tako veliko tekmovanje. Toda zakaj se vse to dogaja? Zaradi tega, ker klubi v kapitalskih političnih centrih moči, pa tudi pri nas na periferiji, vse bolj postajajo kot običajne firme. Kapitalisti vanje vlagajo denar samo zato, da bi iz njih potegnili še več, torej profit. Šport je samo trg za zaslužek. Problem pa je v bistvu enak kot v vseh drugih segmentih kapitalističnega sveta. Zasebna lastnina.
Nekdo, ki je lastnik kluba, misli, da je klub njegov. Ne upošteva se ne navijačev, ne trenerjev, ne igralcev, ne mladincev, ne tradicije, ne športnega duha. Velikokrat slišimo, da je fuzbal več kot le biznis, da se fuzbal igra zaradi navijačev. Toda potem, kako se odvijajo stvari dan danes, lahko vidimo, da smo za njih le krave, iz katerih se molze denar. Toda dajmo skupaj ustaviti ta trend. Organizirajmo se, borimo se za demokracijo v klubih, podpirajmo lokalne klube, hodimo na tekme in fajtajmo za fuzbal za vse. Preveč ga imamo radi, da bi ga nam vzeli. Če si želite ogledati še več naših vsebin, se naročite na naš YouTube kanal, spremljajte nas na Twitterju, Instagramu, Facebooku in povsod drugod. Povejte o nas svojim frendom, svojim znancem, kolegom iz fuzbala, staršem. Predvsem pa jejte, pite, glodajte, pa tudi glejte rdečo peso.